Ob tej priložnosti smo se odločili predstaviti nekaj najboljših dosedanjih vlog tega avstralskega filmskega igralca. Med 5 filmi, ki brez omenjenega 42-letnega igralca zagotovo ne bi bili tako dobri, kot so bili, vam kot prvo predstavljamo akcijsko znanstveno-fantastično dramo Hulk. Bruce Banner, raziskovalec genetike s tragično preteklostjo, utrpi nesrečo, ki povzroči, da se ob vsaki preveliki jezi spremeni v divjo zeleno pošast. Verjetno nekoliko preveč umetniška različica popularnega ameriškega stripa, ki na trenutke deluje skoraj kot notranji konflikt glavnega protagonista. Čuden, zmeden, a vseeno sila zanimiv. Pohvali se lahko stilom in detaljnim pristopom, s katerim se je Ang Lee na svoj način lotil elementov človeštva. Ko omenimo tega 9. avgusta leta 1968 v Melbourneu rojenega igralca, ne moremo tudi mimo animiranega filma Mary in Max. Zgodba o prijateljstvu med dvema neobičajnima poštnima prijateljema. Mary, osamljena 8-letna punčka iz predmestja Melbourna, in Max, 44 let star debelejši moški, ki živi v New Yorku. Kljub temu, da se film loteva težkih tem, to počne na posrečeno radoveden in iskren način ter predvsem srcem, oziroma tako kot igrani film ne bi mogel. Igralec, ki sovraži pištole in je svojo kariero začel kot komedijant, nas je navdušil tudi v akcijski vojni drami Sestreljeni črni jastreb. Skupina elitnih ameriških vojakov je poslana v Somalijo, da zajame 2 poročnika somalijskega vojaškega lorda, a kaj hitro se znajdejo v hudi bitki z močno oboroženimi Somalci. Intenzivne, realistične in zastrašujoče sekvence bitk poskrbijo, da po ogledu le s težavo ne boste pretreseni. Herojski film o neherojskih trenutkih ameriške zgodovine. En najboljših filmov igralca, katerega idoli so Richard Pryor, Paul Newman in Barry Humphries, izvira iz leta 2009. Akcijska znanstvena fantastika Zvezdne steze je kronika prvih dni Jamesa T. Kirka in preostalih članov posadke Enterprise. J.J. Abrams je času primerno, na moderen in tudi tistim, ki ne sodijo med zagrizene oboževalce zvezdnih stez, prijazen način, obudil že skorajda pozabljeno in na videz tudi izpeto franšizo. Nepredvidljiv, igriv in preprosto zabaven film, ki izjemno deluje v čisto vseh pogledih. Za konec pa seveda nikakor ne smemo pozabiti na zgodovinsko dramo München. Temelji na resnični zgodbi o posledicah črnega septembra oziroma o tem, kako se je 5 izbranih moških odpravilo poiskati in ubiti odgovorne za ta usodni dan. Zagotovo ena izmed najbolj težkih in tudi najmanj priljubljenih Spielbergovih stvaritev. Kompleksen in močan film, ki boleče natančno preiskuje, kaj pomeni vzeti človeško življenje. To je bil izbor top 5 filmov Erika Bene po našem mnenju.